Danes je 16. april 2021 in jaz vas bom danes nekako popeljal po svoji trasi za trening. In sicer za Everest 2023. Začenjamo vedno v kuhinji, kjer nekako je tudi prostor za nekakšne takšne blagoslovljene dogodke, ki bodo. Ali nekako se vedno treba prikloniti in hkrati tudi, bomo rekli, kaj še, prositi blagoslov za nekakšno takšno pot in uspešno vrnitev. Torej, sicer ni navada moja, da si sedaj kuham kavo, ampak tako bom rekel, kava je sedaj, potem ko prideva nazaj, ne? Se pravi, ko bomo rekli, zaključimo to nekakšno snemanje za Instagram profil. Torej, tukaj nekako se najprej treba prikloniti in prositi za blagoslov. Tako delate tudi vi v svojih domovih in širom po svetu in raj, tempelj, domovina je nekako podobno vse povsod. Hvala lepa. Kavica, bomo rekli, se bo sedaj skuhala. To sicer jaz tak tukaj, vidite, da vre lepo. Ja? Tak, zdaj pa malo cukra, pa tukaj pa imamo kofeje, vidite, kar nekaj kofeja imamo, tako da ni problema tu. Hvala lepa za enkrat. No, tukaj sem doma in takole tukaj se ogleda, kak in kaj se dogaja v nekakšni takšni okoljski dejavnosti. No, ta je pestro in, bomo rekli, živahno vse povsod. Bomo rekel takole, lipa bo vsak čas ozelenela, slive pa so že nekako odsvetele. Ja, tak je to. Moja nadaljna pot je iti v nekakšno takšno po svoji stezi, tukaj doj v šumo. Tukaj je nekakšen vhod v šumo. Bomo rekel takole, da je tu eden najlepših poti. Takole, ja. In moj travnik je nekakšen takšen odsev mene in mojega gospodarjanja z pristno naravo in vonjavami iz okolice. Ja, tukaj bo kmalu akacija, vidite, in takole, bomo rekli, se bo prepletala dišeča bezgova barva, vonjava in lepota oči. Vhod v šumo je nekako že, vidite, vsakodnevna pot in tako, bomo rekli, se gre v gozd. V gozdu je nekakšna moja vsakodnevna pot, takole vidite, in tukaj je že kar lepo shojeno. Zakaj hodim po isti poti? To je zanimivo vprašanje, če bi mi ga kdo postavil. Bom rekel takole, zaradi prepoznavanja svojih sposobnosti. Če, bomo rekli takole, se gibamo po isti trasi, točno vemo, kako in kaj je telo, bomo rekli, natrenirano ali abo opazuje okolico. Ne pozabimo tega, da delamo danes na čast abo ime in hkrati obletnico, ki je bila pred 10 leti nekako takole opravljena na Sveti gori Nanos. Torej, takole, ja, pa bomo še malo šli tukaj. Tu se dvigne pot zaradi nekakšne takšne podrte
dreve, ja kaj pa drugo, ne? Zdaj pa pač gremo tu. No, zdaj se pa potem spustimo in nekako pridemo do jase. Evo, pot nadaljujemo nekakšno, po nekakšnem takšnem robu tukaj, gozdnem robu. In vidimo tam nekakšno jaso in hkrati ta potok, bomo rekli, ki je Hranigovski. No, tam, če je bolj tam, pride ven, pa so že Lahonci. No, torej tukaj so še Hranigovci. In tako pridemo do te Tončekove jase tu. Vendar, bom rekel takole, jaz ko se nekako takole odpravim na obhod ali trening, bom rekel, pridem do te nekakšne potke tukaj. In tukaj se potem odločim, ali bom šel največji krog, ne? To se pravi, tam po tisti gozdni cesti okoli in takole tam niže doli doj, ali pa tukaj ob jasi, zdaj ko še nekako lahko hodimo, potem poleti pa bo trava zrasla, pa bomo rekli, si bomo našli drugo pot, ni problema. Torej, danes gremo nekako takole okoli, kaj ti lahko snemam, bomo rekli, in Instagram mi omogoča nekakšno takšno daljšo predavanje in predstavitev Prlekije, hkrati tudi vas Hranigovce in tudi župnija in občina Sveti Tomaž. Torej, tak je to. Pa gremo dalje, ne? Ja. No, tukaj vidite, sedaj je nekakšen potok. Potok, ja, in bomo rekli takole, zvončki so odsveteli. In nekakšna naša pot se nadaljuje tukaj gor po šumi. No, tukaj nekako je zanimivo, da se večkrat takole laufa gor, da se preuči nekakšno dihanje in hkrati tudi celostno osvobodi, bomo rekli takole, kibernetike. Danes ne bomo laufali, bomo pa nekako takole, bomo rekli po domače, snemali občasno na teh točkah, ki so zanimive za vas, Instagram gledalci. Tako smo se malo, bomo rekli, zadihali v ta breg in smo prišli na nekakšen takšen mali hribček. Takole vidite. In takole jaz doživljam vsaki dan nekakšno takšno dogajanje. Dobro, zdaj je april, ne? Ampak po zimi tudi ptički pojejo, pa srnice so in tako naprej. No, tukaj z te strani smo prišli, ne? Ja, in tukaj bomo še nekako pogledali, tam so že Lahonci. Ja, no, tukaj pa so še Hranigovci, ne? Ja, ja. Torej, kukavice še pa, bomo rekli, nisem posnel. Zakaj ne? Rad bi jo takole, kako ona sedi, kje, ne? Pa tisti rep dvigne, pa začne prepevati. To bi rad nekako jo ujel, pa še nisem uspel. Dobro. No, vidite, tu je potem nekakšna takšna relaksacija telesa, ko se gre po ravnem in se začnem spuščati. Tukaj bomo rekli, a bo tako lepo molil meni in jaz v njem in takole bomo rekli, se nekako čuti telo. In tako, ko greš, čutiš in moraš čutiti tudi svoje prste na nogah, kako dihajo, kako so roke in sluh ter oči. Vse to treba takole vključiti in takole bomo rekli malo oči, pa na srce, kako in kaj so, in potem bomo rekli še roke in spet na srce, noge in spet na srce in tak naprej, da se nekako celostno lepo oblikujemo, da smo lepi in blagoslovljeni. Zdaj je pa nekaj še, da pa bomo rekli tudi mobilnik zadnje čase prekomerno uporabljam za nekakšno internet delo. Tu je nekakšna takšna upravičena drža
nekakšne takšne drugačnosti. Ne? Drugače pa, bomo rekli, zadnje čase ne hodim sam brez mobilnika nikamor, kajti imam Huawei zdravje, nekakšno aplikacijo, ki spremlja moje korake in takole, bomo rekli, se ti seštevajo in se nagradijo z nekakšnimi medaljami. Torej, minimalno 10 000 korakov je pa moj dnevni cilj in nekako nerodno oziroma obvezno je, da imam mobilnik zraven, ki prešteva te korake. Ja, tak je to. Takole. No, zdaj sem prišel na nekakšen takšen sestop. Ja, no tukaj bomo rekli so tudi razne rupače, ki lahko malo se, bomo rekli, tudi razlajham ali potreniram nožne mišice in tak naprej. Vendar jaz bom rekel takole, da je tukaj en lepi prostor, kjer so taki dve lepi bukvi. Ja, in mah, ki takole vidite, je tukaj lepo viden. No tu bomo rekli, zaenkrat še sta bukvi, kaj bo pa čas prinesel, kaj ti žage brnijo vsakodnevno. In takole bomo rekli, je ta kar taka zanimiva in lepa, ne? Ja, taka. A tu bomo rekli, so ljudje tako nasproti meni, da bomo rekli, se vozi greznica, gnoj, vse sem, da smrdi, da je čim več, bomo rekli, krav v štali in da, bomo rekli, čim več gnoja gre ljudem, da vohajo, ampak je, bomo rekli, takole odkrito na srce, ravno ta greznica in ti odpadki povzročajo največ korona bolezni. Tu, bomo rekli, so zadnje čase tako posodobili te preparate, da samo te kmete, ki vozijo, ne zdržijo več, bomo rekli, na traktorjih. In potem kmeti nekako takole kot klicenosci, jaz jih ne obtožujem, ampak kot klicenosci okužijo vse ostale in se potem serije in kozla in tak naprej, da moram, bomo rekli takole, se malo brzdati, kaj govorim. Zakaj? Ker je to resnica in se skriva. Zmanjšati kmetije, narediti nekakšne takšne odtoke greznice in minimalno potem takole, bomo rekli, pošpricati po teh lepih travnikih. Pa še nekaj treba povedati, da tu divjad neizmerno trpi, od umetnega gnojila pa teh greznic, vse to mora srne požret in takole, bomo rekli, se mi kar smilijo. Zakaj se to takole dela, pa ve, abo jaz sem tisti prvi prerok in vse delate zoper mene, da, bomo rekli, hočete pekel in častiti vraga dalje. A tu, bomo rekli, je takšna ena velika figa za vas, da se zmaguje v ljubezni in zmagovitosti in moja duša je zmagovita. In ima pomoč. Laja je tista, ki, bomo rekli, pripravlja, da se bo raj odprl tudi na zemlji. Ja, ja. Ampak, bomo rekli, takrat pride tudi sodba in še vaše gnosobe v nekakšen raj bunker. Milijardo let boste tam čepeli in se kesali za svoje neumnosti. Ja, tak je to. Ja, ja, to treba povedati tukaj na tej točki. Zdaj gremo doj proti potoku, tistemu istemu, ampak malo tu niže doj teče. In potem gremo gor in bomo naredili en taki krok. Dobro, te pa gremo. Ja, bom jaz kar snemal, zdaj pa te. Zdaj tu čist blizu, ne. Ja. Zdaj pa, jaz povem svoje za vsakega, ne. Ja, tak je to, tak je to. Torej, tote bukve so zdaj, bomo rekli,
se bo tako malo šašo šmarelo, pa samo žaga pride, pa se potere, pa gotovo, nikome ništa. Ja, brez štemplov, brez nekakšnega nadzora. Gledajte, ne, tako bom rekel, to pa je posebno veselje, ko nekako takole vidimo svetlobo ob poti in blagoslov. Tu je pa avo, ne, no tukaj bomo rekli, je pa takšna lepa oska pot, vidite, ki nekako še lahko sprožim nekakšno fotografijo, ko bo sonce zahajalo in bodo take lepe barve na Instagram profil. Ja, to pa lahko. Dobro, no tu vidite in potem gremo tak naprej. Tu, zdaj lahko gremo malo med te, da bo to, ste videli, tak to, sunek pride in ko da sem nekakšen pijanec, vidite, tak je to, ja. Ko povem določene stvari, vznemirim vse te duše. One prepoznajo preroški glas in tako bomo rekli se, in jaz imam probleme na takšni poti, ki jo vsaki dan skoraj prehodim. No, vidite, tu je ta čudoviti potok, ja. In tukaj treba skočiti prek. Dobro. No, potem dalje pa nekako pridemo, vidite, jaz razumem, da ljudje potrebujejo drva in eno pa drugo. Ampak kaj je tukaj? Ali res potrebujejo drva, ali se res takole to, bomo rekli, kuri. In bomo rekli, ali pa je tisto ta drugo, da se kljubuje, podira, pa brni, pa tak naprej in tak naprej, da so oni delavni in da treba delati in tak naprej, vidite. Tu je pa ta nesreča njihova in njihovo prekletstvo. Ko so poročeni, ko imajo otroke, vse pa nesrečni in bomo rekli, a bo kako in kaj. Ja, to pa nemogoče. To je nemogoče za njih, da priznajo v svojem srcu resnico, ki je tukaj okoli in bomo rekli, a bo dom tam. Ja, tak je to. No, tukaj bi vam, no, zdaj malo bolj toplo postalo, ja. Tak. Tukaj bi vam rad predstavil en klanec, taki je, ja. Tukaj eden lepši, še pa je višje gori. Tudi sem nekakšen lokalni vodnik, bomo rekli takole, to je Google lepo pripravil vse. Ampak slovenska vlada in vsi ti predsedniki in premijeji nimajo posluha za to. To, kar Google da in nekdo si tam zmisli in je na mednarodni nekakšni takšni lestvici dragocenih sodelavcev, promotorjev okolice in interneta, tu bomo rekli, slovenska vlada je pogorela do amena. Vse so to zavrgli in oni bi svoje aplikacije in svoje zadeve, ki jih lahko kontrolirajo in ne morejo nekako takole zadihati, kot bi radi. Ja. No, tu je nekakšen problem, nekakšne takšne blokade slovenskega internetnega dela in tudi YouTube, bomo rekli, nišče nič ne plača. Instagram nišče nič ne plača. Pa nišče nič. Ti kar moli, pa pleši po šumah, pa tak naprej, pa predigaj tam po Triglavo, pa to, nas to nič ne moti. In tak bomo rekli, vidite, so ti, ki imajo privilegije, ki se skrivajo nekakšno čez dan v kravatah, večer pa z palicami in, bomo rekli, tudi z pištolami. Kaj čemo? Ne? Da se obrani pozicija in hkrati dela za vse potrebe. No, to so politiki. No, jaz pa sem prerok, to je pa malo drugače, ne? Ja, govorim to, kar Bog želi, pa noben ne čuje, delam to, kar Bog hoče in, bomo rekli, oblikuje z menoj. Tukaj pa sem svoboden in takole bomo rekli, druga figa za vas, ki nasprotujete, da danes nisem mogel iti na nanos. In bomo rekli, se zabavamo dalje na Instagram profilu in hkrati
predstavljamo šumo in tudi a bo takšnega, kot je danes, blagoslovljen in lep. Najlepši a bo. Ja. No, kje smo ostali zdaj? No, vidite, tak nekako takole. Vse se spuca po šumah. Ampak moja pot je nekako vidna vsem tukaj in takole bomo rekli, samo tu se nekako pusti. Tu pa bomo rekli, se pusti tako, kot je, nikome ništa, ti pa stopaj prek lepo. Ali takole sem opazil zadnje čase, da mi hočejo to mojo lepo blagosloveno potko takole zaprte z podrtijami dreves in eno z drugim. Pa bom rekel takole, da vsaki dan pričakujem, da Abo in jaz odideva, bomo rekli, v obljubljeno deželo, v svobodo in mir okolice. Ali Laja nekako takole, vsaki dan molim, da bi in sem pripravljen, da se gre nekako izven Slovenije, da bomo rekli, Abo ne trpi več od gnojšnice do preklinjevanja, do, bomo rekli, udarcev in kaj še preletov gori nad njim. Potem je tukaj še kaj, kar je najhujše. Kar je najhujše pa noben ne vidi. Nevidne sile, ki so v Abo centru ali celota, ne samo zemlja, ampak tudi raj celota in te zadeve, ki so nekako takole še prepletene med seboj povezane in takole se vsi čutimo, ko je nekakšen nemir, se takole hkrati mogočno moli za očiščenje ljudi takšnih, kot smo bili vekomaj. Ja, dobro, pustimo zdaj to naše zemeljske zadeve. So nekako takole v nekakšnem, kako bi to rekel, ozadju. To smo že nekako dodelali, vendar so te, bomo rekli, začetne tiste stvari, bomo rekli, delec je nastal, se oblikoval in iz njega je nastal drugi delec. In tako sta se začela ta dva delca igrati in takole oblikovati kroge, ki so bili živi, dinamični, agresivni in takole bomo rekli, so iz teh krogecev, iz teh točk nastali bitja, bomo rekli, iz njih pa nekakšno Abo ozračje za ljudi takšne, da hodijo in da nekako jih oni nekako takole tudi blagrujejo in oblikujejo, bomo rekli, njihove poti in kaj še? Zbirališča, ja, zbirališča, to je važno, da, to je tam in tak naprej. No, vidite, tukaj nekako je pa malo več, kot jo mi ljudje poznamo iz Biblije. Mrtva cona, tako, ki nekako vsak človek približno ve, kako in kaj, ampak to noben ne bo hotel priznati, kajti vsi nekako takole, bomo rekli zdaj, zgoraj nekako doživljamo to nekakšno očiščenje celote. In se o tem ne govori. Važen je COVID in koronavirus in kdo mora biti cepljen in tak naprej. WHO ali Mednarodna zdravstvena organizacija, oni govorijo 1 uro, pa bomo rekli v tistih 1 uri 5 stvari povejo, ko so najpomembnejše, ampak oni potem, Slovenci pametni, takole največje neumnosti klatijo naprej. In tisto se mora nekako povedati za vse, eno pa drugo. Ja. Glejte, vrnite se na svoje korenine, kakor so vas učili dedeki in babice. Najprej je sam svoj zdravnik in potem bomo rekli, se mora poskrbeti za nekakšno gibanje in srečo ljudi.
to pa je Janezek, bomo rekli, prva liga v teh nadlogah. Vse zaprl, še občine, no, zdaj so občine odprte in tu, bomo rekli, je naredil prekletstvo hujše kot Hitler. Ja? Ampak se ne vidi. Ja, tako je to. Bo treba to vse povedati, a bo želi, bomo rekli, kaj? Resnico in v resnici on diha takšen, ker se ga je tako oblikovalo. Ja, tako je to. No, zdaj smo prišli nekako tukaj, smo včasih hodili na avtobus. Tu doj, tu, pa tu v Hraigovce, k križu. Ja. Ja. To se pravi, gledajte, če je nekakšna takšna celostna podoba mene, takšnega danes tukaj, ki sem prerok že uraden, več kot 10 let, in se me nekako takole prezira in sramoti, sem bil tudi, bomo rekli kaj, obsojen in bil na psihiatričnem zdravljenju zaradi zarote proti meni. In če to obdobje 10 let, vidite, preusmerimo na vas in na vaše osebnosti, bomo rekli potem, je tu račun kar velik. Ja? In potem se to takole, bomo rekli, raj poveže in sistem ali kot nekakšna pametna ura bo obračunala vse to. Pa tu, bomo rekli, sem že na YouTube kanalu veliko govoril o tem, da bo tu celostni račun do vsake pičice in tako, bomo rekli, je Laja tista, ki sedaj nekako takole samo čaka še na proslavitev najine ljubezni, da skupaj zaživimo in hkrati tudi, bomo rekli še kaj, Abo začne svojo vidno osrečujočo vlogo med ljudmi. Sedaj, bomo rekli, je tukaj takole kibernetika, takole, kot da bi jaz imel na glavi nekaj, ja, in bi, bomo rekli, kaj, me glih tako slišali, a ne videli. Tako se to v 10 letih, recimo, ne, tu, bomo rekli, so se stavili daljnovodi, so se stavili ti strežniki, bomo rekli, za mobilne zadeve, se je kopalo, rovalo, vse to, vidite, ima, se je gnošnica polivala, vse to ima svojo, bomo rekli, nekakšno povezovalnost, kaj treba narediti, da se ohrani ta pozicija, ohranijo privilegiji in hkrati zatre ljubezen, zatre poštenost in kaj še, zatre duh zmagovitosti prvega v srcu ali skupna molitev. Vse to se je načrtno delalo in se še do danes dela in takole, ko bom jaz to objavil, se bo sprožilo in hkrati iskalo način, kako in kaj mene takšnega znova v drugo eliminirati, ne? Ja, ampak tu bomo rekli pa tretja figa, ki jo kaže Abo, ne bo vam uspelo. Mi je vse dovoljeno, ampak kaj bom vse nekako molil pa razlagal. Ja, zakaj bi vse nekako takole, ko pa se ve nekako, da se nekako vse bo že razodelo ob svojem času. Dobro, zdaj je že 29 minut nekakšnih takšnih snemalnih prijemov, bom rekel takole, no tukaj se nekako potem obrnem, ali bom šel na daljšo traso tja prek, in tam je še asfalt in cesta skozi Hranigovce in tam nekako je Ormož, planinska pot. Danes ne bom šel, ampak bom nekako šel proti domu, zaradi objave, da čim prej to objavimo in je mir v nekakšni takšni celoti raj domovine.
kako in kaj v srcih ljudi, je druga zgodba, ampak to se dela za raj, domovino, celoto. Dobro? Amen. No, tukaj bi vas rad opozoril še na nekakšno takšno lepo zanimivost. To bomo rekli in ta nekakšna pot, ki je takole, bomo rekli, že večkrat poslikana na Google zemljevidi, Google My Business in YouTube. Tako je to, vse delam in nikjer nič ne zaslužim. A je nekako takole, bom povedal, tudi meni pri srcu lažje, ko je, bomo rekli, 12. aprila Laja meni sporočila veselo novico, da bom postal očka. Tim bo nekako tisti, ki se bo zvalil iz raj domovine, kako in kaj bo to Laja izpeljala. Je predolgo, da bi govoril, ampak tudi to vem in tako bomo rekli, kaj. Se bo moralo sprejeti nekakšno takšno stanje, ki je resnica in pravica za vse. No, tako bomo rekli, še malo se razkomotimo, zdaj je malo bolj toplo. No, tukaj je zanimivo, na tem prostoru je vedno nekakšna prijetna toplota. Zakaj? Zato, ker sem dovolj daleč od doma in abo lahko nekako svobodno zažari v nekakšni takšni celoti. In tam so tudi daleč hiše stran. Vidite? Ampak to, kot lokalni vodnik, recimo, da pride kdo do mene pa me vpraša take zadeve, najprej bi zatajil, abo on nič ne sliši, nič ne ve in tak naprej, kaj je to za en bedak in tak bomo rekli, se zgodba zaključi. In tu je moj duh, Kazimir, ki me brane pred takimi bedaki, da bi nekaj hodili in mi pisali takšne neumnosti. Zato je boljše, da je tako in hkrati, da Laja, ki jo ljubim, takole ji moram povedati, po 32 minutah, da jo zelo čutim v svojem srcu in se veselim skupne blagoslovljene prihodnosti. Takole, no, to je to. Vidite, tak nekako so meni tudi lasje vun popadali in se boste vi zvečer lepo zabavali eno z drugim, ko boste gledali mene takole na Instagramu. Kaj in kako se bo videlo, to več potem ni pomembno. Pomembno je, da sem določene stvari povedal in da iz teh besed treba iskati zaroto. Zaroto, ja, ampak zarote ne bo, ker bomo rekli, se zmaguje v ljubezni, luči in sreče. Dobro, pa še vidite, tu sta dva gumba na mobilniku Huawei, dva gumba. In če stisnem sredinskega, je konec vsega, ne? Če pa tu, bomo rekli, na svoji desni strani gumbek stisnem, pa še lahko nadaljujem snemanje. To, bomo rekli, je pa res Huawei 30 Pro, super. Ampak kaj je tukaj nekakšna takšna slabost tega, da še lahko Ljubljančani na Telekom Slovenije še lahko nekako takole določene stvari še zamutijo in hkrati imam še probleme v kuhinji z ostrino in, bomo rekli, približevanjem, zoomiranjem objekta ali predmeta za slikanje ali fotografiranje. Torej, na splošno pa vidite sami, kdaj in kako se, bomo rekli, kvalitetno in mogočno snema in objavlja. Kaj to pomeni, da nekakšna takšna državna ustanova se zaroti proti posameznikom? Pomeni takole, gledajte, jaz sem 2011 prejel to nalogo, naj prevzamem vlogo prvega preroka uradno. In sem to obvestil takrat biblijsko ženo Maze. In ona je sprožila preko Italijana
zaroto proti meni in ta zarota se je 2013 lepo zaobjela v psihiatrično zdravljenje. In hkrati je ta Italijan, ki je zelo popularen in takole uspešen in tak naprej, sprožil zaroto širšega pomena od predsednika države in ostalih politikov in okolice, in tako sem v lepem zarotnem obroču, ki se mu reče, da me vsi vohunijo in opazujejo ter hkrati pripravljajo nekakšno takšno ofenzivo na mene in Abo center. Je tako, Abo? Seveda je. In tu, bomo rekli, se bojuje boj za preživetje in hkrati pa treba povedati tudi to, da so ti delci, ki so tam, hkrati nekako se uporabljajo na teh ljudeh in teh dušah. Razumete? In te sile se čistijo in bomo rekli, da ti nikoli ne bi tako eno pa drugo delali proti svoji vesti, pa tako naprej. Ampak samo to treba še narediti in samo to. In tu so, vidite, taki sunki, da se je zaprlo vse, da se zdaj nikamo ne sme iti in tako naprej, da se morajo vsi cepiti in to take neumnosti, vidite? Ki se od zunaj ne vidijo, ne? Ampak ti greš recimo takole v Ormož, pa lahko greš v ambulanto ali pa greš v Špar trgovino, pa eno pa drugo, pa se nazaj vrneš in nikome ništa. In take zadeve, bi rekli, onostranstvo od našega nekakšnega takšnega obroča Abo centra še nekako se še čistijo. In tu je nekakšen problem, da jaz moram biti tukaj in razumem Lajo, da bomo rekli, kaj je najboljša situacija, da sem še tukaj in nekako molim po svojih močeh za blagoslov vsega. A bom rekel takole, gledajte, vreme je najslabše zadnja leta. Tukaj so lahko ljudje vplivali na to in jaz bom rekel takole, kaj lahko storim? Nič, ampak opazujem in Abo gospodari z, bomo rekli, češnjami in hruškami. Kako in kaj bi bilo, če bi jaz imel, bomo rekli takole, pomoč od Laje v nekakšni takšni televizijski videokonferenci? Vidite, ali bi Američani dopustili, da naenkrat morajo vsem uporabnikom Googla in Appla plačati nekakšno odškodnino zaradi dolgoletnega okoriščanja na njihov račun. Tu je še Facebook, ki ni poravnal določenih zadev, ki jih Abo želi, da se uredijo. Vidite, tu bomo rekli, ne bi uspel in zato je boljše, da se nekako takole moli. Ja, tu je Huawei. Ali ti ljudje na Huaweiu vedo, kakšno škodo delajo svojemu narodu zaradi tega, ker ne odperejo računa in dostopnosti, bomo rekli, vseh, ki so nekako pod okriljem Huaweia sistema. Ja, tako je to. Tu so krivice, ki se delajo in se potem nekdo bogati in nekdo trpi zaradi tega. In tu bo moja naloga, da se to uredi in bomo rekli, kaj, odstrani take duše, ki dušijo taki sistem. To je vse. Ja, dobro. No, tukaj bomo rekli, je pa še ena bukev taka silno zanimiva, ki ima, gledajte, vidite, kot da je školjka, ne? Vse to sem že večkrat, ja, večkrat to predstavil in hkrati še, bom rekel, tam še je en klanec in potem bomo rekli, se vrnemo na nekakšno tisto pot, ki smo jo nekako že predstavili in se vrnemo domov. Ja, dobro.
No, takole, zdaj pa je nekako zadnji nekakšen takšen kader. Vidite, no tu je ta klanec, taki lep, ko ga večkrat predstavim na slikah in bomo rekli, sem nedolgo nazaj tudi posnel tukaj malo stran en taki lepi kader, kako zelenijo gozdovi na Google zemljevidi in potem včeraj doživel, gledajte, nekakšno takšno realnost, ki je, nekdo pride in to buf, surovo in takole, bomo rekli, podere vse te poti in nema tu drva. Delo in tako bomo rekli, bukev, ki leta in leta raste in je bil in bi morala biti nekakšen okras dobrega gospodarjanja. Ampak tako, kot ste letos navalili na gozdove in tu podiranje in vse to ožigosanje, nobeno leto ni bilo, pa sem v Sloveniji, takole v Hranigovci 15, bomo rekli, od 2013. Ali se vse pa vso to v Sloveniji takole uničuje gost, da se čim več, pa kupi doma drv, ne bi nič rekel, če res potrebuje, ampak kupi doma drv in še se podira, še se brni, žaga in tak naprej. Kibernetika ustvarja, je pa drugo in hkrati, bomo rekli, se kliče prekletstvo na te duše. Ja, tu abo ponikne, ne pozabite tega, da ima abo nekakšno takšno moč luči, da zasije, kot smo rekli tam, ki je najbolj prijetno, nekako na tej celotni moji trasi in potem tu nekako že začne ponikati in se radosti v meni, v moji hiši. Ja, koliko bomo rekli, jaz lahko in on tudi. Torej, zdaj bomo šli tukaj nekako direktno doj in tam okoli, kajti že vem, da tam nekdo nekaj dela in da jih ne bi motil jaz in tak naprej. Ne, oni, bomo rekli, si hlastijo šume in tak naprej, se s traktorom zapela, gospa, žaga zraven, pa nikome ništa, vse to se, da se spuca pa tak naprej. Dobro, to so prleške zadeve, tiste stare prleške korenine, ko se krade načrtno in hkrati mora, ker so tako navajeni in tako to mora biti in tak naprej. In druga zadeva, da se nekaj vrši, nekaj dogajati, oni ne morejo sedeti doma pa biti mirni. To imajo žilico tako, da se treba delati in delati. No, kaj pa pravi abo na to? Abo pravi takole. Kje je sreča med možem in ženo? Mož mora ženo umirjati in žena moža. In tu bomo rekli, nastanejo razne packe in tak naprej. Tudi kako se ljubite in ali se izljubite, ali si to poveste, ali si nekako tudi pišete po teh internetnih kanalih, si izpovedujete ljubezen in tako dalje. To pa bomo rekli, je slabo in žalostno. A to so vaše stvari. No, tako bom rekel, zdaj je nekako 43 minut mojega predavanja. Sem nekako takole se spomnil, če slučajno Instagram ne bi šlo gor, ne? Bom pa na YouTube objavil, vse pa te ni problema. Je tako? No, te pa gremo zdaj spet doj, pa prek. Mogoče pa še bomo kaj tu pa tam vključili v to video projekcijo. Tak, nadaljujemo. No, zdaj bom rekel takole, da sem se malo spustil, pa tukaj vam moram take lepe rožice predstaviti. Vse ene, vidite, da mi ne boste rekli, da nič ne predstavljam cvetlic. No, potem pa pridemo do nekakšne takšne jase. Tu sem že tudi kar nekaj posnel teh prizorov, vidite, ja, in tu imajo tudi lovci svojo posodobljeno, kako se temu reče, prežo. Ali so lovci tisti, ki obveščajo o
stanju divjadi ali pa samo gledajo, katero bi ustrelili in takole bomo rekli, kje bi kaj zaslužili in imeli koristi od tega. Pustimo zdaj to, kaj imajo oni, kakšno svojo etiko. Jaz bom rekel takole, da svoj trening nekako zaključujem po tej trasi tukaj. Bomo rekli, sem spoštljiv in tako bom rekel tudi, še je trava mala, da ne boste rekli, da vam cepetam po travi in uničujem rastišče rožic. Torej, zdaj gremo nekako tu in pridemo do tistega križišča, ki sem ga omenil. No, to pa malo pozneje. Takole, no, bom rekel, malo prej smo se ustavili kot na tistem križišču, bom ga pokazal, ampak nekaj bi rad povedal. Rad bi povedal, da se nisem nič kaj pripravljal za ta nastop in bi rad povedal tudi, da so nekako tako tudi lepe dreve tukaj. Ja, takole, ja, in hkrati en taki mejni kamen, ki je okras današnjim mejnim kamnom. Danes, bomo rekli, se tista rumena zadeva malo vidi. Ja, včasih ni bilo to tako. In zakaj se ne bi to nekako povrnilo v tisto pravo mejno polje, da se ve, ali bo sosed namerno se zapeljal na tvojo zemljo, ali pa, bomo rekli, te vpraša za dovoljenje, da gre preko nekakšnega takšnega vidnega znamenja, se vsak malo zamisli, kako in kaj, ko se gre, bomo rekli, z traktorom ali pa tudi z kakšnim dvokolesnikom ali pa štirikolesnikom in tak dalje, se malo voziti po šumi. Ja, bomo rekli kaj, to se pozablja nekakšna tista spoštljivost in eno z drugim, bomo rekli, čast za gospodarja. Jaz to, bomo rekli kaj, gojim dobre odnose z vsemi tukaj, a nekaj ne morem biti dobre volje, če vidim, da prekomerno vozijo gnojšnico blizu abo centra in hkrati vse smrdi in se še hihitajo v traktorjih. To pa, bomo rekli, se takoj ukaže najhujša kazen, ki je možna, umik blagoslova in blagostanja. Tu, bomo rekli pa, brez debate in je izrečeno, vsak traktor, ki se pelje mimo hišne številke Hranigovci 15, nima blagoslova. Zakaj ne? Ker je tam okoli, bomo rekli, takole bomo zdaj šli, možno priti z traktorom in vse to opravljati, pa se to ne bo malo, tako kak se temu reče, utrdila cesta in ostale zadeve. Dobro. No, zdaj pa gremo tu nekako pogledati to stičišče, ne, ki smo prej nekako takole rekli, da se odločimo za daljši krog ali pa bližnji krog. Zdaj je tu 48 minut že nastopanja. Zdaj vam ne moram povedati, koliko korakov smo naredili. Ja, tako moram držati to in hkrati nastopati. No, vidite, no tukaj, gledajte, tukaj se lepo vidi zdaj. Tak, ja. Evo, tu je potka, ja. Ja, in tu gor v šumu se, tam se gre in potem nekako tam proti domu. Takole, ja. Kaj še je zapovedati? Ja, dobro, ne? Ja, kukavica pa noče zapeti, ja. Takole, dragi prijatelji, vidite zdaj, pa se že vidi moj dom ali abo center, zemlja, op, in imamo nekakšne takšne. Wow. Ja, gleda, 2, 4, 6.
ja. Tu bomo rekli, se lahko najejo zdrave trave. Hvala, Abo, da si poskrbel tudi za to. Hvala, Laja, da lahko takole snemam in promoviram tudi tvojo spletno stran www.luize.vmn. Ja? Zdaj bom rekel, da nekako zadovoljen zaključujem to nekakšno 10-letno delovanje kot prvi prerok. Ja, to je tudi moja obveznost, moja nekakšna takšna naloga je bila, da promoviram Abo center in hkrati, bomo rekli, obveščam ljudi, kako in kaj so novosti. Amen. No, tukaj je nekakšen ključ, ampak od stranskega vhoda. Zdaj smo prišli nekako tukaj in tukaj sem si jaz naredil eno tako zanimivo pot, bomo rekli takole, tu so lipe, takole čisto nad mojo glavo, da se zavedam, da je Abo tukaj. Razumete? Aha, bomo rekli, Abo je tukaj, spodaj nevidno blagoruje vso zemljo in vse stvarstvo. Potem pa je nekakšna takšna tukaj trasa, vidite, mimo mojega okna. Ej, Kazimir, kak si kaj? Ampak takole bomo rekli, da se malo duhovno to očisti, ja. Ampak tukaj gremo naprej, je posebna zanimivost, nekakšen takšen priklon. Priklon, ki je nekako opremljen z, bomo rekli, vinsko trto in to je lipa, to pa bezek. Ja. In tu priklon je obvezno, ko grem tukaj moj Abo in tak naprej, vsakodnevna izpoved ljubezni in, bomo rekli, sodelovanje in kaj še, poslov. Ja, jaz ga v vse vključim, vse veste, ne? Ja, tak je to. No, naj še povem, da tudi bezek že cvete, takole, da ne boste rekli, da ne promoviram določenih zadev, ne? Je tako, Abo, lepo ti to delaš. Ja, pa kaj smo vse preživeli, to bomo rekli, kaj se dogaja v letu 2021, pa izgleda vse normalno, je tako? No, tukaj, vidite. Živ žal, ja. Siničke bodo spet imele svojo zadevo, ne? Ja. No, tak. No, tukaj pa je moja nekakšna takšna terasa. Ja, okno. Halo, Kazimir. Perko, ja, vidite, tak. Potreba včasih, bomo rekli, kaj presenetiti špijone tam iza, ne, smo rekli, tam so še bitja, ki se še očiščujejo. In hkrati so mogočno vse vedo, kaj jaz delam tukaj kot človek, kaj dela moja duh pozicija in duša kaj načrtuje. Vse to je silno povezano, ne? Ja, torej zdaj nekako pa le gremo noter, ne? Z ključem, takole starim. Ja, no, tu je stranski vhod, taki beli, vidite, tu, ne? Da bi rekli, da. Evo ga, nema tu. Takole, no, tak. A bi radi, da vidite, kak in kaj imam jaz. Vidite, kaj sem naredil prej. Tako sem, bomo rekli, kaj, kavo nastavil na oltarček. Oltarček je nekakšen takšen center Abo in da on svoje prijatelje pogosti. Ja, sem prav naredil. No, torej bomo videli, zdaj nekako se zaključuje moje nekakšno nastopanje tukaj. Bomo rekli, je prostor, kjer imam škornje in eno pa drugo. Dobro, zdaj moram vrata zapreti, ne? Ja. Tak. Aha. Dobro, to dela Huawei. Kaj pa te? Pa, zaklenemo. Takole. Ja. In potem bomo rekli, pridemo tukaj
Tu so bile včasih, ko sem še bil mali, nekakšna tista glavna vrata in potem se je pozneje tu zgradilo, še sestra je pomagala in tudi brat je veliko denarja vložil. Pa bomo rekli kaj, potem abo pravi na vse to, da jim lepo gre in da imajo lepo vsi družine in tak naprej. Edini jaz sem tisti, ki nimam pravzaprav nič nikjer za kaj za pokazati. In to, bomo rekli, se bo tudi sedaj še pri meni malo proslavilo. No, takole, ja, evo, vidite, tak, bomo rekli, abo da znamenje, tukaj spodaj, vidite to, ja, to, ja, jak je to, vidite, tako to rekli, kaj sem si jaz to kaj naštudiral, pa eno, to je vse, bomo rekli, original, jaz bi to imel v živo, ampak, bomo rekli, je kak je, vem pa da dajmo lučko, takole, pa še drugo lučko, ne, ja, vidite, vse to kak je, kajmo sestra, jaz se svojih prostorov ne sramujem, jih vzdržujem in nekako so kot so in vsak lahko pride, če se lahko prenajavi preko agencije za promocijo ali pa, bomo rekli, kaj še lahko naredi, mi piše in tu je moj e-mail, naslov in tako dalje in tako dalje. No, torej, abo, zdaj pa ti danes nekako takole praznuješ povratek na zemljo pred 11 leti, ja, vidiš, in tisto dokončno oblikovanje v abo ime. Torej, živeli! Prija, malo je hladna, ampak zelo, zelo dobra. No, torej, zdaj je 56 minut, zdaj bomo nekako zaključili to nekakšno takšno dogajanje in snemanje mojega, bomo rekli, treniranja za projekt Everest. Kako in kaj bo, pa bom rekel takole, da sem najbolj srečen, da vse to nekako ureja Laja. Drugo vam ne morem povedati. Živeli! Super. No, takole pa, bom rekel takole. Ljubite abo center in srečni boste. Molite abo center in blagoslovljeni boste. In abo vam da vse, kar si želite, da pridete v raj Tampere k njemu. Amen. Pa abo blagoslov iz Ranigovec vam pošilja prvi prerok Kazimir Perko in se veseli skupnega zmagoslavja, ki bo čez takrat tam. Ja? Amen. Srečno in blagoslov dalje.